En lep pozdrav. Ja, danes bom govorila o Binance. Binance, sem, ja, že dolgo časa ga nisem uporabljala in, moram povedati, kakšne novosti so v bistvu, na kaj sem naletela. Veliko ljudi sem slišala, da ne morejo dol dobiti denarja iz, Binance, borze. Včeraj sem reševala iz Gatejo, kitajske borze, sem reševala Shiba Inu in pa druge kovančke, nekaj sem jih imela. Včasih je bilo na tej borzi možno, za majhen denar, v bistvu tako dolar, 3, 5 kupiti pač veliko manjših kovancev, zato da sem delala preizkuse. Hotela sem imeti to gor na borzi, pač ni se splačalo, jemati dol zaradi prevelikih Ethereum fijev, provizij. Ampak stvari so se zelo spremenile. Včeraj sem Shiba Inu rešila tako, da res sem cel dan študirala, v bistvu, kaj naj naredim. Nič se ni dalo, dejansko se nič ni dalo narediti. Na koncu sem Shiba Inu in vse druge kovančke prodala v USDT, kar se je dalo, USDT. In ta USDT sem preko Tron mreže brez provizije poslala dol na drugo borzo, Kraken, ki mi še vedno deluje dosti v redu. Dosti v redu, ampak si tudi ne upam gor puščati, denarja, ker je centralizirana borza in zapira pač račune, če nekdo reče, da je to treba zapreti. Tako da to s Shiba Inu sem rešila, zdaj pa, potem sem se lotila pa še, Binance. Sem šla pogledat, koliko kovančkov imam gor, bom pač naredila tale share screen. Ne bom se sicer prijavljala gor na share screen, takole. Ne bom se sicer prijavljala na Binance. Na Binance se je kar težko prijaviti, moram reči, kar precej težko. Jaz imam vse možne, čisto vse možne, možna varovala imam na Binance, pač narejena, se pravi, dvostopenjsko avtentikacijo z Binance avtentikatorjem, možen je tudi z Google avtentikatorjem, potem, preverjanje preko maila, kar je zelo, zelo nevarno v bistvu, dobesedno, ker ti lahko hekerji hitro prestrežejo mail, potem preverjanje prek telefona, ki tudi ni varno, to ne misli, da so te stvari varne, nikakor ne, a ne. In v glavnem, sem se kar soočila s tem izzivom. Torej, težko sem noter prišla, to je bil zelo hiter moraš biti, ker vse 3 kode moraš naenkrat nekako vpisati iz telefona, iz maila in pa avtentikatorja, in to imaš časa kakšno minutko, da vse to narediš. In na začetku mi je parkrat ni ratalo, potem sem pa se toliko zverzirala, da sem uspela not priti. Zdaj moram povedati, Binance je kitajska največja borza na svetu, to je kriptoborza. CZ je lastnik, beži po celem svetu, skriva se, ga lovijo, ga tožijo, vse živo v bistvu, ampak, ga nikoli ne ulovijo, tako da malo je za razmisliti, zakaj ne, zakaj nekateri takoj ulovijo, njega pa kar ne. Ja, zdaj, jaz sem slišala res, da ljudje ne morejo dobiti dol denarja, ne, pa sem rekla, nič, zdaj, ko bo, pušča in mreža, grem pogledat, kakšne kovance imam gor, pa kaj lahko dejansko naredim, a ne. Zdaj, ta stvar je tudi v slovenščini, govori slovensko, če imate iskalnik, seveda, browser v slovenskem jeziku, jaz ga imam, in potem mi seveda tudi vse, kar je možno v slovenščini, ponuja pač v slovenščini. Če imate v angleščini browser, potem bo pač v angleščini. To je, normalno. Zdaj, v bistvu zelo veliko kovancev je, Hexa ni, seveda, Hexa ni na tej borzi gor. Richard Hearts se ne marata prav preveč, kar je razumljivo, ker imata popolnoma drugačne načine gledanja na življenje, na kripto in na finance.
in pa na to, kako poslovati z ljudmi. V glavnem, jaz sem videla, da imam gor 25 kovančkov majhnih, nisem mogla tega prodati, ker je bilo premajhen, ampak sem po nekaj časa našla sem funkcijo, da lahko vse kovance naenkrat, to lahko naredite enkrat na 6 mesecev, je pisalo, da jih lahko pretvorim v BNB kovanec, ki je pač glavni za Binance borzo in pa tudi Binance mrežo. Binance ima čist svojo mrežo, ki je dosti cenejša, če pošiljate preko Binance mreže, kupujete in karkoli delate, kot Ethereum. To mi je uspel, potem čist vse kovančke, malo mi je bilo žal, ker sem jih res dobila poceni na začetku, ampak dobro, pač hotela sem jih spraviti dol iz Binance na Ledger, zaradi tega, da ko bo Pulse, da bom imela pač podvojeno na Pulse mreži, ker če pustite gor na katerikoli borzi, centralizirani, potem ni šans, da bi karkoli dobili vi podvojeno na Pulse mreži, ker bo to dobila borza, ne vi. Kot vidite, v bistvu se živo se da, pač na tej borzi je zelo veliko stvari. Jaz imam tole kartico od Binance, deluje, v bistvu lahko kupuje s kriptovalutami v navadni trgovini, katerikoli se da. Tudi na mobitelu sem preizkusila, deluje stvar, ni varno, pač to že v začetku povem. V glavnem, Binance nima nikjer sedeža, to je virtualno podjetje, ne morete jih tožiti, ne morete jih ujeti, v bistvu. Pravzaprav da se jih tožiti, ampak ne da se jim nič vročiti, to so poskušali Američani narediti, pač neke tožbe so, ampak nekako te stvari se ni dalo vročiti, oziroma vročili so prek Twitterja ali nekaj takega so naredili. In v glavnem, rada bi povedala samo to na koncu, kar me je zelo presenetilo, več nekaj pozitivno, nekaj pa zelo negativno. Potem, ko sem hotela poslati BNB kovanec preko Binance mreže na Ledger, Ledger podpira Binance mrežo, Ledger Nano AES imam, sem morala, bog, to je bila polurna procedura, da sem sploh dobila kovanec dol, oziroma pač toliko, kolikor je bilo tistega drobiža, ni bilo veliko, ampak ni bilo veliko, res, mislim, se lahko povem, tam nekje 100 evrov, malo manj vsega skupaj, da so bili pač moji preizkusi s kovanci. In najprej sem mogla potrditi po mailu, pa še enkrat po mailu, pa potem po telefonu, pa potem sem mogla narediti celo anketo, pač preizkusili so moje znanje, taka so bila vprašanja, ne vem, če bi mi, kakšen sodelavec ali kdorkoli rekel od Binance, da mu pošljem sredstva ali bi mu jih poslala, da ne, pa potem, če bi mislila, da dobimo od podpore od Binance pač zahtevek za seed fraze, ali bi jim to razkrila ali ne, da ne, take stvari. V bistvu to, če ne znaš na ta vprašanja odgovoriti, se vidi, da si začetnik, da nimaš pojma ali pa da te nekdo skema. In jaz, če bi narobe odgovorila, po vsej verjetnosti bi mi zablokirali to pošiljanje dol na denarnico Ledger in bi me verjetno preusmerili v Binance akademijo, ki je ena najboljših za moje pojme v kriptu. Binance akademijo se kar splača gledati, ker so dobre, kratke, odlične razlage, videi, je pa v angleščini vse. Ampak dobro, jaz sem skozi te ankete, skozi to sem vse šla, spet še enkrat sem morala skozi
proceduro potrjevanja, mail, to, tretje in tako da čez pol ure. V bistvu potem pa na koncu, ko je že vse uspelo, success, yes, je pa, kaj se je zgodilo, napisali so mi, da bojo oni še preverili to, kar sem jaz zdaj naredila, v 12 urah bom dobila odgovor, a dobim to dol ali ne, kovance, ne. To me je res presenetilo in sem rekla, okej, zdaj razumem te stvari, zakaj ljudje ne dobijo dol kovancev. No, ampak, je bilo čez, 10 minut na Ledgerju sem videla, da sem dobila transakcijo. Je prišlo tistih BNB-jev za 100 evrov, tako da zdaj se mi bo to podvojilo na poščeno mrežo, kadar bo poščen, ali pa če bom menjala, ker recimo, no vem, zadnjič sem kupila Internet Money, pa se to da kupiti samo na Binance mreži in tako, v glavnem, te stvari. No, tako, sem rekla toliko, da vam pač povem, zdaj slišala sem od ljudi, jaz nimam teh izkušenj, ampak slišala sem, da če imaš zelo veliko denarja, milijone, milijarde, jih ne moreš dobiti dol na Binance, platformi oziroma pač, zato, ker enostavno nimajo likvidnih poolov. To dajte preveriti, jaz ne vem, a je to res ali ni res, ampak dajte preveriti, če imate velike vsote denarja na Binance, dajte se pozanimati, a se to da dol dobiti ali ne, če boste rabili, da pa, za hekerje je Binance v bistvu, oziroma katerakoli centralizirana borza najbolj super, ker imajo centralizirane podatke, vse, a ne, pač vi, če hočete na taki borzi biti gor, morate imeti ime, priimek, sliko, davčno, ne vem, kaj še, bančni račun, ne vem, pač kar hočejo od vas, pridobijo in, meni to ni fajn, no, zaradi tega, ker ni fajn, pa zaradi tega, ker ne zato, da oni vejo, kdo sem pa kaj sem, saj jaz nimam kaj skrivati, ampak mi ni fino zaradi tega, ker če heker uleti gor in dobi vse te moje podatke, gre to na darknet in potem dobivam zelo veliko čudnih mailov, takih in drugačnih, pa to izsiljujejo, pa ono, pa tretje, ne vem, plačajo. Jaz teh mailov sploh ne odpiram, če ni nekaj, česar ne poznam, jaz to samo brišem, a ne. Sploh ne odpiram, zaradi tega, ker, ja, čim odpreš en tak mail, se lahko zgodi, da se vam namesti v računalnik, taka zlonamerna koda in, vam sledi in pač vam nekdo pa vzame denar, no. Tako da jaz bom res veliko govorila o varnosti teh, to je najbolj pomembna stvar in lahko pričakujete več videov še na to temo, pa tudi načrtujem eno srečanje v živo, ko bo čas dovoljeval, da se srečamo, pa da me vprašate ali, da mi napišete sporočila ali pa bom tudi omogočila, da če se želite, se mi lahko v klepetu v živo priključite, a ne. To bi bilo v bistvu zaenkrat vse, celo NFT imajo, ampak kaj pomaga v bistvu, spraviš denar gor in potem ga ne dobiš dol, no. Da če imate karkoli na Binance mreži gor, fajn premislite, sami se odločite, to ni finančni nasvet, ali boste imeli gor ali ne še na Binance. Najbolj varno, preverjeno je na Ledger denarnici. Za moje pojme je Ledger Nano najboljša denarnica trenutno, ki se jo da dobiti na trgu in z njo nimam nobenih težav in pač s tem sem res zadovoljna, no.
Če pa boste uporabljali katerokoli drugo denarnico pač na računalniku, pa zaenkrat mi Atomic Wallet recimo dela super. To je to. Ja, nič, fajn bote, uživajte, v bistvu zdajle so prazniki, jaz delam, zato ker mi je v interesu, da mislim, stvari se dogajajo, res ogromno zadev se dogaja, ne želim zamuditi stvari, ne želim v življenju spet znova zamuditi velike priložnosti, ki dejansko čakajo na tleh in veselje se mi je tudi te stvari učiti in pač si kar lasesi takole pulam, kadar naletim na težave. In te težave vam pa pač povem takole, da boste vedela, ne, da se boste znali orientirati. Pa bote, uživajte, kolikor lahko in poskrbite za sebe, da boste finančno neodvisni, ne boste takoj, normalno, ampak čez čas pa sigurno. Lep dan.